Trajnostna mobilnost v praksi je projekt, zato ker smo navdušili in usposobili več kot 100 multiplikatorjev, tako predstavnikov občin, ravnatelje, učitelje in širšo javnost. Projekt Trajnostna mobilnost v praksi smo izpeljali Cipra Slovenija, Društvo za varstvo Alp, IPOP, Inštitut za politike prostora in Fokus Društvo za sonaravni razvoj. Sofinanciralo ga je Ministrstvo za okolje in prostor iz podnebnega sklada. Koncept trajnostne mobilnosti prednost daje pešačenju, kolesarjenju, uporabi javnega potniškega prometa in daleč za vsemi ostalimi alternativnimi oblikami avtomobilu. Mobilnost naj bo aktivna, naj bo zanimiva in naj ne bo stresna. Za učitelje in ravnatelje smo organizirali seminarje, ki se posvečajo trajnostni mobilnosti učencev, šolskega kolektiva in celotnega šolskega okoliša. Za predstavnike občin pa smo organizirali seminarje, kjer smo govorili o dobrih praksah, potencialnih ukrepih in idejah, ki jih lahko uveljavijo v lokalnem okolju. Udeležence smo peljali tudi na izobraževalno ekskurzijo v Bolcano na Južno Tirolsko, kjer smo si ogledali uspešne prakse v povezavi s trajnostno mobilnostjo. V sklopu projekta smo pripravili zbornik dobrih praks, ki uspešno rešujejo prometno problematiko v urbanih in podeželskih območjih. Promet je eden glavnih povzročiteljev podnebnih sprememb. Povprečno slovensko gospodinjstvo za mobilnost porabi kar 16,1% budžeta. Kar 86% vseh kopenskih poti v Sloveniji opravimo z avtomobilom. Trajnostno mobilnost res potrebujemo.